Že tukaj Valentin. Danes bom govoril o odnosu med našo notranjostjo in našo zunanjostjo, oziroma kako je zunanji globalni sistem povezan z našim notranjim umsko-zavestnim sistemom. Torej, ko opazujemo ta svet, kaj se dogaja, ko pogledamo poročila, novice, lahko vidimo, da obstajajo razne grozote, vojne, bolečine, pomanjkanje, lakota, neenakovrednost, neenakomerno porazdeljeno bogastvo. In ko potem želimo nekaj narediti na tem svetu, da bi zadevo izboljšali, se lahko odločimo za neko aktivnost, ko recimo gremo na kakšen protest ali se pridružimo kakšni aktivistični organizaciji ali kakšni humanitarni organizaciji in potem poskušamo čim bolj omiliti posledice problemov na tem svetu. V takih organizacijah se običajno kaže na probleme in potem se tudi poskuša poiskati krivca, neko odgovorno osebo ali organizacijo za to, in se potem odnos do teh posameznikov ali organizacij vzpostavi v smislu obsojanja, zaničevanja, jeze. Ampak kaj s tem v bistvu delamo? V trenutku, ko dopuščamo v sebi neko sovražno čustvo, neko sovražno nastrojenost do drugih, smo v bistvu v samem sebi ustvarili notranji konflikt, torej vojno in bolečine, ki pa jih zadajamo samemu sebi. In ko želimo na ta način sodelovati v neki skupini, potem z enakim pristopom poskušamo tudi komunicirati z drugimi predstavniki te skupine, za katerimi sodelujemo v smeri doseganja istega cilja. Ko se pojavi nek problem v odnosih, poskušamo ta problem zopet rešiti na enak način, torej z iskanjem krivca in odgovorne osebe izven sebe. Nič se ne vprašamo, kako smo mi sami za svojim lastnim odnosom do ljudi okoli nas odgovorni za to, da ustvarjamo konfliktne odnose. In zunanji sistem, politični, gospodarski, vojaški, ekonomski, izobraževalni, vse je zgolj odraz našega notranjega odnosa, ki ga imamo do samega sebe in posledično do ljudi okoli nas. Zunanji sistem
je naša lastna stvaritev. Zgrajen je po naši lastni podobi. In nemogoče je, da se zunanji globalni sistem spremeni, če najprej ali hkrati ne spremenimo tudi našega notranjega sistema odnosov do samega sebe oziroma kako obravnavamo naše lastne misli in čustva. Enako kot nas lahko neka organizacija ali politični, gospodarski, ekonomski sistem nagovarja k temu, da zapademo v neke škodljive, kriminalne, zločinske aktivnosti. Na enak način nas tudi naše lastne misli v našem umu nagovarjajo, da sodelujemo v zločinu do samega sebe, v zločinu do življenja, v kriminalu do drugih ljudi, ko druge ljudi ne poskušamo razumeti, jih ne sprejemamo kot sebi enake in enakovredne, ampak jih zgolj napadamo in poskušamo uničiti. Ne zavedamo se, da je vzrok problema na tem svetu v nas samih. In vse to je odraz tudi mojih lastnih izkušenj, ko sem se v preteklosti skušal pridružiti raznim organizacijam. Vse so imele zelo dober namen, program zagotavljanja izobilja, blagostanja, harmonije za ljudi, živali in rastline na tem svetu. In kjerkoli v takih organizacijah se ni delano prvenstveno na sebi, povsod sem naletel na konflikt in zato sem iz takih organizacij izstopil. Edina organizacija, ki daje velik poudarek na tem, da se naprej sami začnemo spreminjati, da začnemo analizirati svoje lastne miselne vzorce in svoje čustvene reakcije, je mednarodno gibanje Destiny, ki vsakega tudi uči preko spletnih tečajev, kako lahko naprej postanemo čustveno stabilne osebe, da naprej zagotovimo notranji mir in skozi ta notranji mir bomo lahko potem uspešni pri spreminjanju zunanjega sveta in doseganju tudi globalnega miru. Kdorkoli torej hoče izboljšati razmere na tem svetu, mu predlagam, da naprej začne delati na sebi, na preobrazbi lastnega uma, lastnih miselnih in vedenjskih vzorcev. In vsakega vabim tudi, da se pridruži organizaciji Destiny in Facebook skupini Praktično ustvarjanje raja na zemlji, ker se združujemo ljudmi z takim zavedanjem, da smo mi vzrok za vse, kar obstaja na tem svetu. Povezave do teh spletnih strani najdete tudi v opisu tega videoposnetka. Hvala za pozornost in nasvidenje.